time in range ali morda po slovensko čas v območju je pravzaprav nek nov, morda najprej raziskovalen, zdaj pa tudi že kliničen vsakdanji parameter, ki nam pove, kolikšen delež časa so ljudje s sladkorno boleznijo v območju, za katerega menimo, da je še varno. Namreč videli smo, da te standardne raziskave, ki so v glavnem bile osredotočene na povprečje, ki ga kaže glikoziliran hemoglobin, ta zlati standard urejenosti sladkorne bolezni, s tem so povezani vsi kasni zapleti, srčno-žilni zapleti, zapleti na očeh, zapleti na ledvicah in na živčevju, se je pravzaprav izkazalo, da ne ustreza več oziroma da imamo zdaj morda boljše možnosti. To je pravzaprav nastopilo z obdobjem kontinuiranega, neprekinjenega merjenja glukoze v podkožju, kjer kar naenkrat pač nimamo več samo nekaj meritev na dan, ampak imamo več 100 meritev na dan in se pravzaprav prvič vidi, kako koncentracija glukoze v resnici niha pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen. In zaradi tega se je izkazalo, da pravzaprav je glavni cilj ta, da je tega nihanja čim manj in da je čim večji delež časa v tem željenem območju. Zato koncept časa v območju ali časa v željenem območju. Zdaj stroka pravzaprav, kot vedno v medicini, je počasna. Počasna zato, ker želi najprej zbrati zelo jasne dokaze. Kot veste, je zahodna medicina zelo močno vezana na dokaze temelječo medicino, ki je edina pravzaprav, ki lahko jasno loči tisto, kar je res in tisto, kar ni res. In v zadnjem letu se je nabralo nekaj raziskav, ki so pravzaprav dokazale, da so te povezave z kliničnim potekom bolezni in z odstotkom, deležem časa v območju resnično povezane. Zato je čas, da se zberemo in pravzaprav naredimo neko soglasje, konsenz v stroki, kako to predstaviti ljudem s sladkorno boleznijo in pravzaprav kakšni so cilji potem, kolikšen delež pa je tisti, ki ga želimo doseči. In temu je pravzaprav namenjen verjetno več srečanj naše regionalno, ki bo decembra, in kasneje veliko svetovno srečanje, ki bo februarja v Berlinu v okviru ATTD.